Nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda, to poročilo Mladinskega nadzornega odbora občine Velenje za leto 2024. Prosim, predsednica Franja Žorka. Enkrat sprememo, se malo prej na vrsti, nekaj da to nekaj zdi. Torej, spoštovani vsi prisotni, lepo vas pozdravljam v imenu vseh naših članov nadzornega odbora in mojem imenu. In ste nas lahko sliši. Zdaj, ko sem prišla nekaj, sem povedala, zaupala sem par nekaj bolj dobro poznam, na zadnje časa zelo se lahko slišim, pa sem rekel, da je to dobro, da to pomeni dolgo življenje, da bo res tako. Torej, nadzorni odbor je bil delom tako kot vsako leto, nadzore smo upravljali na podlagi plana, ki ga sprejemamo na začetku leta, predvideno delajo nadzor 3 člani, izjemoma, če je bilo odsoten, potem 2 člana, ampak še bolj izjemoma pri krajevni skupnosti v manjšem obsegu. Če pa obdelujemo oziroma pregledujemo javni zavod, ki je velik obsegu, potem pa se tam udeležimo vsi nadzorniki. Tako je bilo tudi v letošnjem letu. Mislim, da smo pregledali krajevne skupnosti, javne zavode, javno vzgojno-izobraževalne zavode in sicer med krajevni skupnosti, ki zdaj se rada upravičila v gradivu, je izostalo krajevna skupnost Trce ob Krki. Tega ni napisano, da bo pa kasneje to zapisano, tako da bo pravilno poimenovana krajevna skupnost. In pa v poročilu pri točki 1.1 je zapisano, da smo v letu 23, ne v letu 24, te dve napaki bodo odpravljeni v gradivu, ki bo objavljen na spletni strani nadzornega odbora. Torej, ko sem uvodoma povedala, da smo obredovali krajevne skupnosti, in sicer 6 krajevnih skupnosti, 3 javne zavode, 2 vzgojno-izobraževalna zavoda in pa imeli 2 prijeti prijatelji, ki smo tudi obravnavali in zaključili. Pri krajevnih skupnostih kaj posebnega ni, lahko samo povem, da z veseljem ugotavljamo, da sledijo našim priporočilom tako, da so leta poročila, ki so lahko pomanjkljiva, sploh vedelo, da ta uporablja presežek sredstev, ki jim ostane na koncu leta, so zdaj zadovoljivo pojasnjeni, mogoče pri nekaterih še ne, da gre tam za take male zneske 200 do 300 evrov. Skrbljujoče oziroma nam nerazumljivo je edino presežki sredstev krajevne skupnosti Brežice, ki kar nekako imamo občutek, da akumulira sredstva, ne ve pa točno, zakaj bi jih porabila. Tako zato se nam ne zdi smotrno in vedno spodbujamo, da naj zapišejo, za kakšne namene bojo porabili namenjena sredstva. Pri krajevni skupnosti smo tudi ščitili na vladu, ki je bilo že tudi tukaj več vprašanje, kako je z reprezentačnim stroškom na koncu leta za predstavnike krajevne skupnosti, sveta krajevne skupnosti. Za računovodska služba nam je lepo pojasnila, da imajo pravico te zapuske v nekih normalnih, seveda zneskovnih zneskih in morajo pa to dati v poročilu. V začetku leta načrtujejo, da bodo na koncu porabili 200-300 evrov, recimo to zdaj dam sam kot primer, pač za to reprezentačne stroške. Ker smo bili tudi sami v domu, imajo priznano, nimajo priznano, to, da lahko predsedniki krajevne skupnosti koristijo 50 evrov vam nekaj takega že nagrade mesečne, smo videli, da nekateri to koristijo, nekateri pa ne, pa reč prepustijo potem za končno dopustov. Tako da kaj posebnega pri krajevni skupnosti, ravno to razvijemo krajevni skupnosti Brežice, ni kaj dodati. No, krajevna skupnost tako, to je še dodano izkost, držimo s tem, da morajo informirati, da imajo spletne strani svojo spletno stran ali spletno stran, občinsko spletno stran in da se lahko tam pokažejo, kaj delajo, kako delajo in da tudi malo slikami predstavljajo svoje delovanje. In krajevna skupnost zato to poštevanje šlo celo tako daleč, da je pred nekaj dnevi smo dobili vsi individualno domov
pregled vseh del, ki so bile izvršene v krajevni skupnosti za 2 leti. Tako da se tudi to lepo upošteva, kar se tiče predsednikov krajevnih skupnosti, oziroma izdaje naših priporočil. Javni zavodi, knjižnica Brežice, Zavod za podjetništvo in turizem, Zavod za šport, knjižnica Brežice za proračunski direktorica prisadeva na vse načine zagotavlja sredstva in dobro delovanje same knjižnice, ki je v trenutnem času, digitalnem času pač tako kot je, če dalje manj obiskovalcev. Upozorila je na kadrovsko podhranjenost in pa na podhranjenost sličnega gradiva, da ima težnje oziroma težijo občine, da jim zagotovi više sredstva. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, ki bo v bistvu še predmet nadzora v letu 2025, smo se opredelili v bistvu že v letu 2023, ko smo bili v vzoru nadzoru poslovanja za leto 2022, da bomo pogledali, kaj so to pasivne časovne razmeditve v višini 315 000 evrov in potem smo v letu 2024, za leto 2023 tudi ta projekt sledili in pogledali, bo zaključno poročilo dokončno podano za leto 2025, tako da ne bi od tega zgodila ali 10. Je pa ta projekt je transparenten, je pregleden, vsak zainteresiran lahko najde na spletni strani ZPTM-ja vse v tem projektu, koga zanima, kako je potekal, kako se je bil zaključen in kako so se delila sredstva. Zavod za šport, tudi tu je direktor zelo ambiciozen in v pozitivnem smislu ima pregled na vsem delom in tudi vse, kar je zastavljeno na vrhu, zavod je skratka v dobri kondiciji. Upozorili so edino na težavo zamika financiranja njegovega delovanja, kar je otežuje delovanje in pa radi bi predčasno zvedeli oziroma mogoče sploh ne dosežejo te informacije, katera športna društva so dobila na mesto subvencije določeno število ur. Tako da to so take priporočila, ki so nas verjetno naročila, jaz verjamem, da se bo to izpravilo in da bo to dobili. Direktorji pa tudi morajo biti mogoče malo bolj skrajni pri zadevanju pridobitve teh podatkov. Potem javno jezikovno izobraževanje Zavod osnovna šola Brežice, vrtec Mavrica Brežice. V osnovni šoli Brežice veste, da sta se direktorici v aprilu zamenjali, od 1. aprila naprej je nova direktorica, prej je bila prejšnja direktorica je bila razrešena z 31. marcem, mi smo bili razposlovanje za leto 2023, tako da je vse, kar smo upravili, se nalašamo poslovanje z leta 2023, torej prejšnja direktorica. Tukaj bi mogoče povedala, da smo v mesecu septembru nadzor v osnovne šole je potekal v 5. oziroma 6. mesecu. Septembra pa smo dobili od Komisije za preprečevanje korupcije vstop objave, ki nakazuje na septembra, 6. smo pa že delali. Zato poudarjam, da se ve časovnica teh vseh dogodkov. V samem nadzoru smo od nove ravnateljice dobili, da je poiskala predstojne službe za pristojno službo, inšpekcijsko službo za delo, ker je dvom o pravilnosti poslovanja prejšnje direktorice. Glede podnih naloga so bili pravilno datumi, niso datumi zapisani, potem čas prihoda, čas odhoda na potovanje in podobno. In pa nepotizem, spovedana osebo, z njeno povedano osebo, tako da se mi potem sam nadzor nismo skušali, ker je to že direktorica sama osoba pristojne inšpekcijske službe. Prijava, o kateri govorim, ki jo pa naj bi posredoval predsednik sveta zavoda, gospod Igor Zorčič, na komisijo za korupcijo v mesecu februarju, ki ni bila podpisana, niti datirana od pošiljatelja, in svoj ime prijeli v septembru, pa je ravno tako napostovala na te nepravilnosti, ki pa smo še mi predhodno ugotavljali v samem postopku nadzora, zato smo to prijavo, ki pa ni imela nobenih konkretnih prijav, samo da so vse glasnejše govorice o mogočem postojevanju sredstva za njeno privatno korist, tako da v tem smo to prijavo obravnavali kot brezpredmetno.
ker bodo v tem seveda odločili druge pristojne inšpekcijske službe. Vrtec Mavrica, Brežice. Vse lahko, kar deliti še Vrtec Mavrica, Brežice, to smo bili malo presenečeni, ker nas je direktorica opozorila glede na to, kako ni pravilno izračunavala sredstva za predšolsko otroka oziroma nekaj zvezi s tem, ampak potem je pojasnil, da je bilo v letu 24 to izobčeno uspešno rešeno, zato se tudi v to nismo skušali, lahko pa povem na tem mestu, da je to direktorica, ki ni poznana samo v slovenskem vodilu, za predšolsko vzgojo, ampak tudi v evropskem vodilu, saj sodelujejo v komisiji, ne vem na tako kateri, ampak tudi samostojno predstavljajo neko področje izobraževalno za otroke. Tako da je naš vrtec tudi mednarodno priznan in deluje zelo dobro in verjamemo, da si ta direktorica zasluži kakšno pohvalo, prej pohvalo, pa kakšno nagrado za nepravilno poslovanje. Kakšni finančni nepravilnosti nismo ugotovili, čeprav smo detaljno vse skupaj pregledali. Prijete prijavno, eno sem že omenila, potem je bila pa še ena prijava, in sicer zaprosilo Državnega zbora Republike Slovenije komisije za ugotavljanje politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij, se tudi nanaša na leto 2022 in ko smo zaprosili pristojno službo občinske uprave, da nam komentira to prijavo, so nam takoj poslali vse, kar je ta komisija še dobila in še lahko obravnavala. In tudi, ko pregledaš to, v bistvu je šlo za reklamiranje tudi mnogo občin Brežice in sumov, ki so nam poslali, zraven vse predpise, kam nas vse proučimo, v katerem časniku bi objavljeno, nikjer ne piše, da je prepovedano, v katerem koli slovenskem časniku bi objavili. Poleg tega tudi same fotografije in sami članki ne kažejo na sum kakršnega koli izkrivljanja oziroma za politične namene nosilec javne funkcije, da bi reklamiral kakršna bolj politična stranka. Tako da smo tudi tukaj skupaj skrbni, da postopek spet zaključimo. Je pa res, da ta komisija je imela čiste podatke in bi lahko sama odločala, če bi želela. Tako toliko o tem finančnem poročilu. Za potrebe na to imamo 15.600 evrov, izkoristili smo skoraj vsa sredstva, ker pazimo skozi tako, da na koncu leta tudi črtamo določene ure, ki so bile odpravljene. Porabili smo 15.631, tudi marca smo pripravili umetnino nekaj redno. Potem pa še poročilo program dela za naslednje leto. Podredno imamo časovni odmik, pregledujemo krajevne skupnosti, v proračunu, zaključnem proračunu občine Brežice, ravnanje s premoženjem Brežice in pa zadeva, za katere nadlegamo nadzorni odbor oceni, da je potrebno vključiti tudi nekaj program in pa, kot sem že rekla, da bomo vključili tudi ta program, da bo končano že pregledano zadevo v zvezi s projektom M-50. Tudi finančni načrt odbora je prav isti kot prej, do skupaj 15.600 evrov, 4.920 za srenine, stroški prevoza 180 evrov, nadomestilo članov za upravljeno delo za 10.500 evrov. To je vse za bruto zneske. Tako. Hvala. Jaz se odpiram razpravo, kot sem vedno pojasnilo dal, moram reči, da vašem zdaj mogoče ste to se zmotili, ravnateljica Brežice ni bila razrešena, ampak je preko mandat. In to je razlika. Niste razrešili, ker je preko mandat. Igor. Odstopna je, Igor. Ja, kar pomeni, da ni bila razrešena. Prav zaradi vseh ostalih, tudi medijev, vseh ostalih je bo izgledalo nejasno. Prav. Zdaj podpiram razpravo, kaj še je razpravo. Mogoče se je predlagal,
naredijo krog, pa bomo bolj odgovarjali, če bi treba. Tako da ne bomo tega. Ne, vsak posebej. Razpravlja. Še kdo želi razpravljati? Samo dva. Vedo? S tem zapiramo prijave na razprave in najprej magistra revizije. Torej, idem se dotakniti točke 2.8, to je vrtec Valerica, ki je bil nadziran, in berem zadnjo priporočilo. Nadzorni odbor ponovno priporoča, da vrtec Valerica izdela poročila o dejanski realizaciji posameznih priporočil vseh notranjih nadzornih nadzorov in poročilo o obravnavah kot posebno točko na sebi zavoda. Jaz, če to dobesedno berem, lahko to dvakrat razlagam tudi na dva načina. Prvič, da vrtec Valerica in Brežice ni izdelal poročila o dejanski realizaciji posameznih priporočil, zato ga nadzorni odbor ponovno poziva, da to naredi, ali pa da v bistvu ni upošteval sploh priporočil notranjih in zunanjih nadzorov. Pa sprašujem predsednico nadzornega odbora občine Brežice, ali torej vrtec Valerica ni izdelal poročila o dejanski realizaciji ali ne realizira priporočil notranjih in zunanjih nadzorov. Ker prej je malo zašla predsednica v smislu hvale tele direktorci, jaz se ne bom spuščal v njemu pedagoško znanje in tako naprej, in ki bi kar verjel, da je lahko uspešna, je tudi v tem slovenskem prostoru deluje in tudi širše, v tem se sploh ne bom tega dotikal. Tako je pa finančno poslovanje, oziroma tudi priporočila raznih revizij notranjih nadzorov, ki se v bistvu da predvsem sprašuje, kar smo že večkrat obravnavali na tem občinskem svetu. Pa bi res prosil za pojasnilo, ali torej vrtec Valerica in njena ravnateljica ne spoštuje oziroma ne upošteva in izvrši priporočila notranjih in zunanjih revizij. Hvala, naprej še nekaj soč, emi da pa odgovorim. Ja, hvala za besedo, jaz bi se dotaknil te točke 2.12 prijave. Zdaj, če sem prav razumel gospod predsednico nadzornega odbora in mene izpostavlja kot osebe, ki naj bi poslala na KPK nekakšno prijavo. Mene zanima tudi ta informacija. Sploh glede na to, da tudi iz tega zapisnika izhaja oziroma poročila, da naj bi bila ta prijava nepodpisana. Jaz seveda te prijave še nikoli v življenju nisem dal nobene nepodpisane prijave. Zapravo ne spomnim se, da bi kadarkoli kateremukoli organu poročilo kakršnokoli prijavo, tako da me zanima, odkot ta informacija. In nadalje, ker če to bom rekel, zdaj veliko stališče nadzornega odbora, potem imam jaz problem z resničnostjo celotne vsebine tega poročila. Se mi zdi zelo nekorektno, pa tudi neskrbno in neodgovorno, da se v takšnem poročilu, rekel, pa v spremni besedi takšne izjave plasirajo v javnost. Zdaj se mi pa pomembno tudi v luči tega, da je zapisano celo drugače v samem poročilu, in sicer, da naj bi da je nadzorni odbor, da je že pred prijeto prijavo v osnovni šoli Brežice opravil nadzor poslovanja za leto 2023, kar način. V postopku nadzora je sodelovala v.d. ravnateljica. Iz zapisnikov vseh svetov zavoda Ošen Brežice ni bilo razvidno, da bi predsednik sveta zavoda, to sem bil en čas jaz, mislim, da 9 mesecev, opozoril oziroma na sejah izpostavil sum nezakonitega in gospodarnega poslovanja Ošen Brežice. To drži, jaz tega nisem nikjer izpostavil, tudi nisem imel nobenih razlogov, zato tudi ne vem ničesar po tej anonimki in ne vem ničesar po tej KPK prijavi, jaz to danes nekaj več berem. Zato prosim, da zaradi
zagovarjanja lastne verodostojnosti, gospa predsednica nadzornega odbora to pojasnila, odkot je te informacije in ne drži redni listnik. Hvala, s tem razpravo, prosim, da ste pojasnili. Da, odgovor, da naprej. Na mikrofonu. Pa nisem razumela. Zdaj še enkrat. Ne, to ne povem, katero, samo to ne znam. To je bilo ponovno priporočilo, da smo tole seznam. Ja. Ponovno. To je že enkrat, da si spoštovala ne še enkrat. Ja, prav. Vse jasno, se ne vem. To bi pa rad bilo prijavno, ne? Ne, ti mi govorite, Je kar pojasnite to na mikrofonu, tako da. To sem ti videl. Osebno. Vse pa povjavim, da je to zbirati. Reči vidim. Nekaj kar pojasni stvar, da sem to točno. Jaz sem naslovnik tega, me podpisam. Mislim. Tak listi naberete, tam na nadzornem odboru. Bomo zdaj to vse pojasnili, da jasni. Vrtec Mavric sem najprej gospodu Vizjaku, eno ponovno poroča, da je bilo poročilo dejanske realizacije po vsem poročilu. To je nekaj, kar je neobvezno, ampak nadzorni odbor je to se nekako zadal, da vsi javni zavodi to vodijo, da prvi, če pride nekdo, ki nas sledi, da ve, kaj vse je že bilo ugotovljeno, v katerem javnem zavodu, ker smo tudi sam nadzorni odbor imeli enkrat težavo, ko nismo videli, da je bil nadzor nekaj službe že izveden, nismo pa ponovno potavljali in potem je bilo nekako zelo, da smo bili v zadregi, ker je izgledalo, da nas je nekdo poslal, da jih pod narekovanjem zatrkavamo. In potem smo se odločili, da bomo zahtevali sledljivost teh priporočil posameznih inšpekcijskih služb. To je nekaj, kar zdaj, če je nekater zavod dopustil, ne pomeni, da je to neka hujša kršitev. Kar se tiče prijave, ki bi jo naj poslal nekdo, kdorkoli pač že na KPK, podpisana je, sem jo jaz dobila osebno je bilo naslovljeno na mene, da sem jo osebno, mi je bila tudi izročena na občini pisarni Jasmini Moran. Tako da, ko smo to odprli, smo jo pač dali evidentirati, potem je še nekaj vztrajalo, ali je bilo to evidentirano v dokumentarnem arhivu občine Brežice in tako naprej, ampak ker ni datirana, ker ni podpisana, in mi to vidimo, da neka strokovna oseba, ki je celo pravnik po izobrazbi, to ne bi napisali, nismo to, in ker tudi ni nič konkretnega navedenega v tej prijavi, smo potem to soglasno to prijavo šteli za brezpredmetno. Tako da, in mi smo potem niti spraševali, ali res neko napisala, ni v glavnem, kar nam je to vstopil in poslal v pristojno reševanje, niti ne zahteval odgovora. To je komentirano, tega če bodkega ne moram povedati. Replika? Ja. Vi ste povedali malo prej, da ste jaz to prijavo poslal anonimno, če bi jaz prijavo poslal, ne bi to predsednik sveta poslal. Zakaj bi jaz anonimno nepodpisano izjavo poslal vam, pa kukor ste mi zdaj pokazali, naslovnik je, sam sebi je poslal. Glejte, mogoče nesporazum na vaši strani, ampak gre pa na koncu kot za to, kako berete listing. Zdaj, če se to poročilo v celoti prebere, nasploh vse super in fajn, nekaj priporočil je bilo, ampak če se je na tak način delalo kot tu, potem se vidim, da ni vse vreme. Hvala, še eno. Jaz nisem dobil odgovora, ovo je čisto... Jaz sem čisto... Bo samo vprašano, še enkrat sprašujem, ker je možno vas sklep razumeti tako in drugače. In sprašujem, ali je vrtec Mavrica Brežice realiziral vsa priporočila notranjih in zunanjih nadzornih organov, ki jih je bil deležen. Ker
ste mu ponovno priporočili, da izdela poročilo o dejanski realizaciji. To se pravi, iz tega je moče razumeti, da ni realiziral posledično priporočila. To se pravi, jaz vas sprašujem še enkrat, ali je Vrtec Malovica realiziral vsa priporočila notranjih in zunanjih vzorov? To vam ne težko govorim, ker tega poročila nismo videli, dejansko pa se vsi zavodi, ne samo Vrtec Malovica, držijo priporočila, odpravljajo napake sproti, ne naredijo pa v tem zapisa, to pa je dejstvo. Če jaz lahko pomagam, da lahko mi pri tem damo še dodatni sklep, da nam naknadno pošlo pismo, ali se realizira vse revizijske priporočila. Če radi res priporočila, praviloma vse te stvari, recimo, ki so nedorečene, mi gremo vidno čez vse te nadzore preteklega leta in potem isto vse ponovno vprašamo, tako da ne pustimo, da ne imamo. Vse torej treba ljudje odpirati. Ja, jaz bi pri tem, da se poročilo sprejme s tem, da se dodatno pojasni tako pripomba Zorčiča kot tudi Andreja Ričega, naknadno da nam to še pojasni, da ne vem, pisano v naslednjih treh mesecih. Je to sprejemljivo? Ja. Ja, verjetno. Tako. Tu ne gre za to, da sprejemamo, ampak gre samo za seznanitev in bomo še pri tej seznanitvi dali dodatni predlog, ki sem ga razpredlagal. Tako. Jaz se s tem zahvaljujem vam.